Boris, kako so se odrezale tvoje punce danes? Rečemo, da so se še kar dobro odrezale, razen prve tekme, ki smo igrali ob 9. uri. Bi lahko naredili kaj več, samo smo bili še malo zaspani. In smo se zbudili prekasno, ni bilo slabo, dej. V redu, punca, kako je bilo danes? Ste zadovoljne, ste vesele, šlo v redu? Ja, seveda. Zmagali ste drugo tekmo, prvo pa ne. Smo bile malo tako, smo šepale, Malo utrujene, recimo. Ja, ne, smo se mogli malo privaditi, pa potem je šlo prav. Privaditi čemu? Jutranjim uram? Tudi. Dobro. Kako pa je bilo s trenerjem Manjajem? Začnemo pri tebi. Odličen odgovor. Jaz bi rekla krasno. Še lepši. Kaj bo še Špela rekla? Prav. In s tem zaključimo. Skupaj zmoremo. Skupaj zmoremo. Visoko žoga, leti ptica, zdravo, 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 žvižk, piščal skok. Leti visoko žoga, žoga ptica, tri barve, 5 src, belo, rdeče, plavo, veriga rok, srce, žoga, tum, 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 žoga ptica v naše sonje leti. Veriga rok, srce, žoga, tum, tum, lepa izkušnja, zato ker smo z več koncev nikoli nismo igrali skupaj in mislim, da v drugi tekmi smo pokazali, da je dober material. Upam, da takšnih srečanj bo še več, ker ti mulci potrebujejo taka srečanja, kjer prije do ene izmenjave mnen, kultur in gledanj na vse in jaz mislim, da to je treba samo podpirati. In z nami je košarkarska ekipa. Kako je bilo danes torej? Zelo lepo, smo zmagali na tekmo in smo izgubili. No dobro, zakaj ste izgubili prvo tekmo? Verjetno je bila prezgodaj in ste bili malo preveč utrujeni. Ja, potem smo bili več zbojeni in smo zmagali naslednji. No, so se zbudili. Dve besedi o nasprotnikih. Smo igrali proti Ljubljani in so bili še kar nočni. Ja. In smo zgubili, ja. In še eni zeleni potem? In še eni zeleni Cvikonovci in smo zmagali za 5 točke. Ja. In tu imamo naše igralke in igralce namiznega tenisa. Čau, tvoje ime? Erik. Erik, živijo. Ti? Saša. Nikita. In? Jennifer. Saša, povej, kako je bilo? Prav, smo se potrudili vsi in nič. In koliko tekem ste zmagali? 2. 2 tekmi, odlično. Samo eno je rekla Sonja. Tekma se šteje skupinsko. Proti eni ekipi, tako smo zmagali samo z eno ekipo, nažalost. No, v redu, drugače, kaj lahko rečemo o tem srečanju? Vsi zadovoljna? Recimo, da sem zadovoljna na pol, kolikor sem videla, koliko defektov imajo še, so bili sicer z obe ekipi mlajši od tistih, kateri smo bili nasproti. Drugače pa sem zadovoljna z odnosom, ki so ga imeli za mizo. Tako, je bil resen pristop, so se potrudili vsi. Noge se postavi, svetu zdaj pokaži, kdo si zmago zasluži. Zemlji samo svoje
roke to življenje, pozabi pace in trpljenje, naj to nič ne ustavi. In z nami so tudi nogometaši. Fantje, kako je bilo danes na igrišču? 2 tekmi ste igrali, 1 zmagali. No, dajmo malo pokomentirati. Kapetan ekipe. Smo igrali dobro, smo se zabavali, smo se povezali med sabo in Pa vidiš, da znaš lepo odgovarjati. Glede na to, da je to 40. srečanje obmejnih oziroma zamejskih društev slovenskih v zamejstvu, menim, da je vsako leto večja udeležba, veliko otrok, mladine se želi med seboj spoznati, neka integracija med ostalimi državami v zamejstvu in menim, da s takim doprinosom vsakoletnim lahko samo izboljšamo ne samo interakcijo med mladino, ampak tudi nas odraslimi, ki bi lahko v bistvu pripomogli k razvoju in mladine in seveda organizacijsko dvignili vsako leto na višjo raven samo to druženje. Fantje, moramo zaključiti še stavkom skupaj zmoremo. Ga bo rekel on. Skupaj? zmoremo. A, vidiš, da znaš.